Šov Slovenija ima talent bo kmalu dobila 30 polfinalistov. Vit in Pero bosta to soboto v svoji oddaji gostila Majo Kevc, ki je zažarela prav na odru prvih talentov. Na naših malih zaslonih pa se bo tudi veliko kuhalo. Tokrat se mi v studiu pridružil Branko Čakarmiš, programski direktor, ki nam bo povedal vse sočne podrobnosti, kaj se obeta v kratkem na naših malih zaslonih. Živijo. Živijo. Se pravi, pestro bo, kljub sončnim dnem nas bo še vleklo pred male zaslone, a ne? Jaz mislim, da je sončno vreme samo dober uvod kakšno zanimivo televizijsko oddajo, zabavno, kot je Slovenija ima talent, ni lepšega, kot zaključiti sončno nedeljo z našo oddajo, ker je tam tudi veliko sonca, srčnosti, zabave, smeha, solz. Čeprav to nedeljo boste pa tudi videli, kako se člani žirije med sabo včasih tudi skregamo, ker smo morali izbrati 30 polfinalistov in potem je to tudi sporočiti in so vmes bile solze, sreča, kakšen jezen pogled. Življenje v malem, vsa čustva torej. Ampak potem ne to nedeljo, ampak še naslednjo bomo pa videli teh 30 polfinalistov. In kakšna je bila izbira? Je bilo težko? Ja, 5. maja je prva polfinalna oddaja v živo, pri kateri bodo tudi gledalci sodelovali, ker bodo po telefonu izbirali, kdo gre v finale. Tokrat smo izbrali samo 30 polfinalistov in res smo dali priložnost tistim, za katere menimo, da lahko zmagajo, da se izkažejo v finalu. In videli boste najboljše od plesnih točk, najboljše od glasbenih točk in predvsem pri pevskih točkah mislim, da bo konkurenca izjemno huda. Pa verjamem, da ima vsak od njih željo, da zmaga, a ne? Vsak si želi zmagati. Pa ti, kaj veš, se je mogoče kdo prijavil na Vit in Pero šov, ker ona dva namreč izpolnjujeta želja, ne? Ja, kakor vem, se nihče še ni prijavil, mogoče nekdo, ki bo izgubil v finalu, se bo prijavil, ampak Vit in Pero izpolnjujeta različne želje, tudi take zelo srčne, ne samo tekmovalne, ampak to soboto pri Vitu in Perotu bo pa ena posebna gosta, ki je povezana s talenti, to je Maja Kevc. Med drugim veš, da je postala županja, je političarka? Ne še, zdaj zvemo, je že vest za zvečer. Ja, postala je županja nizozemske vasi na Slovenskem. Lepo, ja, ona zdaj živi in dela na Nizozemskem in očitno, če se kot Slovenc preseliš na Nizozemsko, takoj dobiš politično funkcijo. Okej. Sicer pa Vit in Pero nista edina, kaj navdušujeta pri nas. Je še Ana, ki kuha, ampak ona ne bo edina, ki kuha na naših malih zaslonih, prihaja še ena kuharska oddaja. Ja, na televiziji veliko kuhamo, se to sama dobro veš, včasih prav zelo okusne reči, sploh v kuharskih televizijskih oddajah. In Maja se bo pridružila našemu meniju še ena kuharska oddaja z naslovom Zabeljeno po ameriško. Namreč povabili smo dva ameriška znana šefa, da si ogledate, kaj jemo in kako kuhamo v Sloveniji in kako pijemo in kaj pijemo tudi med drugim. In sta prepotovala zahodni del in vzhodni del Slovenije in iz tega bomo posneli in ravno produciramo teh 8 oddaj, ki bomo takoj maja že predvajali in pokazali skozi ameriške oči, kako diši naša hrana. Se pravi, če prav razumem, bosta ona dva skuhala po ameriško žgance. Ja, v vsaki oddaji imata izziv, kako skuhati avtentičen slovenski recept, jed, in videli boste, kako se izkažeta, ponekod sta zelo dobra. In mogoče še kaj novega doprinesla slovenske hranje, a ne? Predvsem sta polna hvale na to, kako dobro hrano imamo, kako dobro jemo, da imamo domačo zelenjavo, domačo pridelavo in navdušena sta nad slovenskimi vini. Super. No pa pejmo zdaj še v tujino, ne? Govorimo o Američanih. Prihaja še ena serija House of Cards, ki je čisto novost tudi v Združenih državah, pravi se tam prihajata kuharja, ampak ne samo zaradi vsebino, tudi zaradi formata, ne? Ja, najprej to je ena super serija in res priporočam od 6. maja naprej bo na voljo, tudi da si to ogledaš. Vseh 13 epizod bo na voljo takoj in prepričan sem, da boš 13 ur preždela pred svojo tablico pa pred televizorjem in boš to gledala, ker je res vrhunska serija o umazanem politiku v Washingtonu in njegovi ženi. In mislim, da si bodo to serijo morali gledati vsi slovenski politiki, da se bodo kaj naučili o tem, kakšne so skrivnosti političnega življenja v ozadju. Predvsem pa je dobra zato, ker sta dva odlična igralca, Kevin Spacey in čudovita Robin Wright. Sam si jih srečal, ne? Ja, lani oktobra, ko so predstavljali to serijo, smo imeli to možnost tudi srečati in sta res prisrčna, čudovita, sploh Robin Wright. Enako pestrovo, ne, to pomlad vidim, tako da bomo si ogledali. Ja, še en razlog več, da gledate televizijske vsebine ali na televizorju ali na vaši tablici. Z nami ni nikoli dolgčas, tako kot po pinu.